Spoštovani svetniki in vsi prisotni, da vas najprej jaz v začetku lepo pozdravim. Moje ime je Roman Rozman z občine Ormož. Samo čisto na kratko, da vam predstavim delovanje našega sistema, se pravi konferenčnega in glasovalnega. Zdaj, kaj se tiče konferenčnega sistema, se prijavite spodaj na črni tipki, potem pa vam župan na podlagi vrstnega reda svetnikov da besedo. Ko zasveti rdeči krogec na mikrofonu, potem lahko začnete govoriti. Ko pa končate s svojim govorom, pa še enkrat spodaj pritisnete na tipko, da se odjavite. Čisto na kratko glede glasovalnega sistema, najprej deluje tako, da se poizveduje o prisotnosti svetnikov. V zgornjem desnem kotu boste videli takrat zeleno lučko. Takrat se prijavite na glasovanje z tipko zvezdica na tipkovnicah, ki jih imate pred sabo. Te vaše tipkovnice so označene tudi po zaporednih številkah od 1 do 20. Ko se preverjanje prisotnosti končano, se nadaljuje postopek glasovanja tako, da pač župan vodi sejo in ko spet zasveti zelena lučka zgoraj desno, lahko glasujete in sicer s tipko 1 za in s tipko 2 proti. Ko je glasovanje zaključeno, je viden rezultat glasovanja o posamezni točki. To je v bistvu na kratko vse, zdaj, če boste imeli še kakšno vprašanje, lahko tudi med samo sejo. Zdaj pa mislim, da se lahko začne. Najprej se vam naj zahvalim za zaupanje in vas lepo pozdravljam. Poseben pozdrav velja županu občine Ormož, Alojzu Soku, magistri Nikolini Gregorec, vsem svetnikom, občinski upravi in seveda medijem. To je prva seja in zato bi podala kar dnevni red. Opozorila bi pa še, da se ta dnevni red določa po poslovniku in se o njem ne glasuje. Pod prvo točko ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta Ormož, pod drugo točko poročilo občinske volilne komisije občine Ormož o izidu volitev v občinski svet občine Ormož in volitev za župana občine Ormož, pod točko 3 imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta Ormož in ugotovitev izvolitve župana občine Ormož, mandatna komisija. Pod številko 4 poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta Ormož, pod 5 poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana občine Ormož, pod 6 predaja županske lente, pod številko 7 ugotovitveni sklep o nezdružljivosti funkcije župana s funkcijo člana občinskega sveta in pod točko 8 imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Kot sem rekla, se tu ne glasuje o dnevnem redu in prehajamo kar na prvo točko. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta. Prosim, da se prijavite k... Ne, to je na podlagi podpisne liste. Na podlagi
podpisne liste ugotavljamo, da manjka Natalija Volmut in Jani Ivanoša. To se pravi, da je prisotnih 18 članov. Po ugotovitvi števila navzočih se sprejme naslednji ugotovitveni sklep. Od novo izvoljenih članov občinskega sveta Ormož je prisotnih 18 članov občinskega sveta občine Ormož. Prosim, če se prijavite za prisotnost. Zaključujem glasovanje. Prisotnosti torej je 18 članov prisotnih. Prosim, glasujte. Glasujte, prosim. Kdo je za? Je kdo proti? Ugotavljamo, da je... Zaključujem glasovanje in ugotavljam, da je zaglasovalo 14 članov. Proti ni bil nobeden. Prehajamo na drugo točko, poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitve župana. Prosim za kratko obrazložitev predsednico občinske volilne komisije, magistro Nikolino Gregorec. Prosim. Občinska volilna komisija občine Ormož je na 5. seji dne 19. novembra 2018 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve svetnikov občinskega sveta Ormož na volitvah 18. novembra 2018 ugotovila. Na volitvah 18. novembra 2018 je imelo pravico voliti 10.377 voljivcev. 10.377 voljivcev je vpisani volilni imenik, s potrdilom ni glasoval noben volivec. Skupaj je glasovalo 5.939 voljivcev ali 57,23% od vseh voljivcev, ki so imeli pravico voliti. Od tega je 5.939 voljivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku. Po pošti ni glasoval noben. Za volitve svetnikov občinskega sveta je bilo oddanih 5.939 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje voljivca, ker je bilo obkroženih 2 ali več list kandidatov, je bilo 167 glasovnic neveljavnih. Veljavnih je bilo 5.772 glasovnic. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število mandatov. Lista Gradimo prihodnost skupaj 4 mandate, lista Mirana Topolovca 2 mandata, Slovenska demokratska stranka 4 mandate, Slovenska ljudska stranka 1 mandat, Demokratična stranka upokojencev Slovenije 1 mandat, Nova Slovenija krščanski demokrati 3 mandate, Stranka modernega centra 2 mandata, za Ormož si 1 mandat, Socialni demokrati 1 mandat, Slovenska nacionalna stranka 1 mandat. Na podlagi zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij in odloka o določitvi volilnih enot v občini Ormož se izvoli v občini Ormož 20 svetnikov občinskega sveta. Svetniki občinskega sveta Ormož izvoljeni na volitvah dne 18. novembra 2018 so Urh Lukman, Danijel Vrbnjak, Zinka Hauser, Emil Trstenjak, Veronika Vrbnjak, Irma Murat, Ferdinand Šulek, Matej Hebar, Slavko Kose, Branko Šumenjak, dr. Simon Kolmanič, Miran Kuharič, Danilo Kose, Jani Ivanoša, Ines Kolarič, Simeon Marin, Natalija Volmut, Valerija Kolenko, Jožef Cajnko, Milena Novak. Prehajam na poročilo izidu volitev župana občine Ormož. Na volitvah 18. novembra 2018 je imelo pravico voliti 10.377 voljivcev. 10.377 voljivcev je vpisani volilni imenik, s potrdilom ni glasoval noben volivec. Skupaj je glasovalo 5.939 voljivcev ali 57,23% od vseh voljivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od tega je 5939 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku. Po pošti ni glasoval noben. Za volitve župana občine Ormož je bilo oddanih 5939 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 28 glasovnic neveljavnih. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov. Davorin Korpar 599, Danijel Vrbnjak 1341 glasov, Jani Ivanoša 206 glasov, Miroslav Kosi 332 glasov, Alojz Sok 1724 glasov, Danilo Kosi 416 glasov, Miran Topolovec 1293 glasov. Občinska volilna komisija Ormož je na podlagi drugega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da noben kandidat ni dobil večine glasov, zato se je opravil drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. Drugi krog volitev se je opravil med kandidatoma Alojz Sok in Danijel Vrbnjak. Na volitvah 2. decembra 2018 je imelo pravico voliti 10.364 volivcev. 10.364 volivcev je vpisani volilni imenik, s potrdilom ni glasoval noben volivec. Skupaj je glasovalo 5.384 volivcev ali 51,95% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti. Od tega je 5.384 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku. Po pošti ni glasoval noben. Za volitve župana občine Ormož je bilo oddanih 5.384 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 61 glasovnic neveljavnih. Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov. Alojz Sok 2358 glasov, Danijel Vrbnjak 2965 glasov. Občinska volilna komisija Ormož je na podlagi prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je bil za župana občine izvoljen Danijel Vrbnjak, ker je prejel večino veljavnih glasov. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razprave, glasujemo za predlog sklepa. Občinski svet Ormož se je seznanil s poročilom občinske volilne komisije občine Ormož o izidu volitve svetnikov občinskega sveta občine Ormož in s poročilom o izidu volitev župana občine Ormož, ki so bile 18.11.2018 in 2.12.2018. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem prisotnost. Glasujemo za predlog sklepa. Zaključujem. Za je kdo proti? To se pravi, za je glasovalo 16 svetnikov. Hvala. Tretja točka dnevnega reda je imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana. Mandatna komisija. To je posebna komisija, ki ima pristojnost le na tej seji. Njene pristojnosti na to ugasnejo. Po našem poslovniku je to 3-članska. Predlog se pripravi že na pripravljalnem sestanku župana in nosilcev kandidatnih list, novi izvoljenih strank. Naloga komisije pa je na podlagi poročila volilne komisije in potrdil o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane sveta ali in župana. Na pripravljalnem sestanku je bil podan naslednji predlog. Za člane komisije za potrditev mandatov člana sveta in ugotovitev izvolitve župana, mandate komisije
se imenujejo Valerija Kolenko, Cvetkovci 18, predsednica, Matej Hebal, Kolodvorška 8, Ormož član, Irma Murat, Veliki Brebrovnik 17a članica. Zdaj bom dala še razpravo. Ima kdo kateri drugi predlog? Če ni, hvala. Naslednji predlog sklepa dajem v potrditev. Prosim, če glasujemo oziroma če se prijavimo k glasovanju. Zaključujem. Kdo je za ta predlog? Za je glasovalo 15 svetnikov, proti. Zaključujem glasovanje. Torej, za je glasovalo 16 svetnikov in nobeden proti. Zdaj bomo za kratek čas prekinili sejo, da se sestane ta komisija in sicer se dobimo ob 4:30. Za sejo lahko nadaljujemo. Prosim gospod Valerijo Kolenko, predsednico komisije, da poda poročilo. Zapisnik o delu komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana, ki je zasedala dne 20.12.2018 ob 16:15 v prostorih občinskega sveta Ormož, Grajski trg 3. Komisija za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana v sestavi Valerija Kolenko predsednica, Matej Hebar član, Irma Murat članica, je pod točko 1 ugotovila, da zoper poročilo občinske volilne komisije o izvolitvi članov občinskega sveta in župana ni bila vložena nobena pritožba. Pod točko 2 na podlagi poročila o izidu volitev svetnikov občinskega sveta občine Ormož, ki ga je dne 21.11.2018 objavila občinska volilna komisija občine Ormož v uradnem vestniku občine Ormož številka 18/18 in na podlagi potrdil o izvolitvi ugotovila, da so za svetnike občinskega sveta izvoljeni in predlaga občinskemu svetu, da potrdi naslednje mandate. Urh Lukman, Lača Ves 11, Daniel Vrbnjak, Miklavž pri Ormožu 41a, Zinka Hauser, Vinski vrh 17a, Emil Trstenjak, Kajžar 21, Veronika Vrbnjak, Cerovec Stanka Vraza 31a, Irma Murat, Veliki Brebrovnik 17a, Ferdinand Čulek, Lača Ves 14, Matej Hebar, Kolodvorska cesta 8, Slavko Kosi, Ilirska ulica 15, Branko Šumenjak, ulica Kneza Koclja 1, dr. Simon Kolmanič, Novakova cesta 4a, Miran Kuharič, Pušenci 41, Danilo Kosi, Litmerk 17, Jani Ivanuša, Cvetnična ulica 8, Ines Kolarič, Podgorci 87b, Simeon Marin, Mihovci pri Veliki nedelji 8a, Natalija Volmut, Podgorci 12, Valerija Kolenko, Cvetkovci 18, Jožef Cajnko, Ritmerk 2a in Milena Novak, Mihovci pri Veliki nedelji 18a. Po točko 3 je na podlagi poročila o izidu volitev župana, ki ga je dne 5.12.2018 objavila občinska volilna komisija občine Ormož v uradnem vestniku občine Ormož številka 19/18 in na podlagi potrdil o izvolitvi se občinskemu svetu predlaga, da ugotovi, da je za župana občine Ormož izvoljen Daniel Vrbnjak, rojen 15.4.1983, stanujoč Miklavž pri Ormožu 41a. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ni razprave, zato
Dam na glasovanje predlog sklepa, ki ga je pripravila mandatna komisija. Torej, za člane občinskega sveta se potrdijo Urh Lukman, Danijel Vrbnjak, Zinka Hauser, Emil Trstenjak, Veronika Vrbnjak, Irma Murat, Ferdinand Čulek, Matej Hebar, Slavko Kosi, Branko Šumenjak, dr. Simon Kolmanič, Miran Kuharič, Danilo Kosi, Jani Ivanoša, Ines Kolarič, Simeon Marin, Natalija Volmut, Valerija Kolenko, Jožef Cenko, Milena Novak. Prijavite prisotnost, prosim. Zaključujem. Glasujemo. Kdo je za? Proti? Zaključujem glasovanje. Torej, za je glasovalo 17 svetnikov, nobeden ni bil proti. Hvala lepa. Zdaj še nas čaka eno glasovanje o predlogu sklepa mandatne komisije o županu. Dajem v razpravo, če ni. Predlog sklepa. Ugotovi se, da je bil za župana občine Ormož izvoljen Danijel Vrbnjak, stanujoč Miklavž pri Ormožu. Prosim za prisotnost. Zaključujem. Če ponovimo. Čakajte samo malo. Tako, zdaj lahko. Prisotnost. Zaključujem prisotnost. Glasujemo za, proti. Za je glasovalo. Se bo se izpisalo. Zaključujem glasovanje. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 15 svetnikov in nobeden ni bil proti. Hvala lepa. Prehajamo na 6. točko. Svečana predaja županske lente. Besedo dobi dosedanji župan Alojz Sok. Prosim. Spoštovani gospod župan, spoštovana predsedujoča, svetnice in svetniki, prisotni delavci občinske uprave, novinare, najprej vas lepo pozdravljam v svojem imenu. Potem pa vam seveda vsem, ki ste izvoljeni, tudi iskreno čestitam k izvolitvi. Navadno si nisem imel časa pripravljati kakšnega govora, tudi danes najbolj ne, sem pa zapisal nekaj stvari, ki bi vam jih želel, če mi je dovoljeno, vam jih povedati. Kot prvo, položil bi vam na srce, da med sabo sodelujete. Vem, da pripadate različnim političnim skupinam, različnim ideološkim prepričanjem, vendar, če hočete, da bo občina Ormož napredovala, boste mogli kljub različnim programom svoje moči strniti in prvo skrb imeti predvsem za občino in v misli občino. Če boste naredili tako, potem boste storili veliko, tako kot je tudi bilo storjeno v zadnjem mandatu. Naj omenim samo nekaj zadev, ki so se zgodile v zadnjem letu in ki so močno povezane z tem delom, vašim delom, ki vas čaka v naslednjem letu in tudi v letu 2020. Najprej bo treba poskrbeti, da bo zaživela tržnica in pa hostel. To smo sedaj zgradili, sedaj bo trebalo to spraviti v življenje, ravno tako kot blagovno znamko Jeruzalem. Sem govoril z gospodom županom, povedal sem mu nekaj predlogov. To je povezano tudi z Zavodom za turizem, kulturo in pa šport, ki ga je treba
če bo hotel biti kos tem nalogam, kadrovsko okrepiti. In v proračunu, ki bo tega obravnavali 27. decembra, je kadrovski nastavek, se pravi finančno in tudi kadrovsko narejen v tej smeri, da se zavod okrepi in da prevzame ti dve funkcije. Kajti brez dobrega vodenja hostla, brez vodenja tržnice, brez dela za blagovno znamko Jeruzalem, se bojim, da ta dva projekta ne bosta zaživela. Potem je tu športna infrastruktura, ki je v naši občini močno razvita. V zadnjem času smo, kot veste, pridobili tudi novo pridobitev na nogometnem igrišču, to je tribune. Ta objekt bo sedaj trebalo vzdrževati, zato bo tudi trebalo seveda v bodoče nameniti določena sredstva, če hočemo, da bo to zaživelo tako, kot je bilo splanirano. V povezavi z nogometnimi tribunami je treba rešiti vprašanje atletskega kluba v Ormožu. Ta naj bi dobil sedanje prostore nogometnega kluba v Mestni Gravi. Torej, ti prostori so morebiti lahko tudi na razpolago še za kakšno drugo športno disciplino v naši občini, ki prostorskih pogojev še nima rešeni, kot je na primer kickboks. V povezavi z dozidavo športne dvorane je potrebno oziroma bo potrebno tam po februarju drugo leto poskrbeti za preselitev rokometnega kluba Jeruzalem. In z njihovo selitvijo iz Mestne Grabe bo trebalo poskusiti rešiti vprašanje zgradbe Medobčinske zveze upokojencev. Že dolgo tečejo ti pogovore, da bi občina pridobila zgradbo Medobčinske zveze, zveza pa bi se preselila te prostore, ki jih danes ima rokometni klub. Zakaj bi občina potrebovala stavbo Medobčinske zveze? Predvsem, da se pri domu starejših občanov razširi medgeneracijski center. Potem vas moram seznaniti, nekateri seveda, ki ste že prej sodelovali, tudi to veste, da je občina ob Dravi kupila bivše skladišče kmetijske zadruge. In tam naj bi nastalo novo strelišče. Strelci mi pravijo, da takšnega strelišča, kot bi lahko bilo tu v Sloveniji, še ni. Mimo se načrtuje tudi kolesarska steza, obdravska kolesarska steza, ki bo šla od Dravograda pa do središča. V tej fazi je v postopku projektiranja. Finančna sredstva za kolesarsko stezo pa bo namenjala država oziroma Direkcija Republike Slovenije za ceste. Imeli smo obsežno energetsko sanacijo javnih objektov in sedaj bo trebalo preko agencije energetske, se pravi LEE iz Ptuja, poskrbeti, da bodo tudi prihranki takšni, kot so bili planirane, tako da bo trebalo nad tem projektom tudi strani občine zelo skrbno bdeti. Namreč za ta projekt velike obnove je bil najet kredit v višini 2 milijona evrov in naslednjih 15 letih se predvideva, se bo ta kredit poplačeval iz teh prihrankov zaradi energetske sanacije. Pa tudi vsako leto bo trebalo zaradi evropskih kohezijskih sredstev poročati, kakšni so bili prihranki. Tako da tu bo seveda morala občinska uprava odigrati tudi svojo vlogo, da bo bdela na tem, da bodo ti prihranki resnično taki, kot smo se v projekti zavezali. Izteka se tudi pogodba za bazene in pa pogodba za gostinski lokal z letošnjim letom. Na razpis, ki smo ga objavili, se ni prijavil nihče. Treba bo rešiti to vprašanje ali na novo podeliti, podpisati pogodbo z upravljalcem komunalnim podjetjem Ormož, ki si to najbolj ne želi, vsaj po teh razgovorih, ki sem jih imel jaz z njimi, ali pa razmislite in zadevo, kot sem mislil sam narediti, prenesti prav tako na Zavod za turizem, kulturo in pa šport. V tem duhu pa v okviru pričakovanju nove finančne perspektive razmisliti tudi o obnovi ormoškega letnega bazena. Bazen je dotrajan, en dodatni problem, ki pa tukaj je, pa je, da je lastništvo tega bazena povezano tudi z občino Središče ob Dravi.
Kot prva naloga, ki sedaj čaka vaš občinski svet, občinsko upravo, pa je vsekakor razpis za rekonstrukcijo, adaptacijo biološke čistilne naprave v Ormožu. To je potrebno tudi zaradi industrijske cone. Če da se namreč v industrijski coni karkoli gradilo in v zadnjem času se kaže ponovno interes, predvsem za področje tovarne sladkorja, vlada zanimanje, potem bo seveda vsaka dejavnost, ki bo zahtevala okoljevarstveno dovoljenje, zahtevala tudi primerno čistilno napravo. Naša čistilna naprava ne dela tako, kot bi morala. V dogovoru za razvoj regij pa je določeno, da bomo dobili denar, približno 3 milijone, za rekonstrukcijo oziroma adaptacijo te čistilne naprave. V kratkem bo trebalo narediti razpis za namakalni sistem. V petek pa bo, to se pravi jutri, pa bo že župan tudi podpisal razpis za agromelioracijo Sodenskega polja, medtem ko agromelioracija Seneškega polja se za 1 leto zamika, se pravi v naslednjo leto. Naj vas seznanim tudi to, da je občinski svet pred kratkim podelil pravico graditi daljinski ogrevalni sistem v mestu Ormož. 2 leti ima sedaj izvajalec čas, da ta daljinski ogrevalni sistem zgradi, ker se bo gradilo po Ljutomerski cesti, Ptujski cesti ter Skolibrovi ulici, je sedaj seveda velika možnost, in to se je treba z izvajalcem dogovoriti, da se bo zraven zgradila tudi kanalizacija za optično omrežje v Ormožu, vse ta osnovna hrbtenica. Jaz pa predlagam županu in pa občinski upravi, da razmisli se tudi o tem, da bi se istočasno, ko se bodo te ulice razkopale, položil tudi kanal za fekalno kanalizacijo. Občina Ormož ima namreč mešan sistem in dolgoročno bo trebalo začeti razmišljati tudi v luči nove finančne perspektive, da se bo začelo ormoški kanalizacijski sistem ločevati, in sicer po dele, meteorno in pa fekalno kanalizacijo. To ni projekt, ki bi ga končali leto, 2 ali 3, to je projekt za naslednje 20 let. V novi finančni perspektivi bo, tako kot smo se pogovarjali, kot je sedaj zadeva teče, spet možno graditi komunalno infrastrukturo na enak način, kot je to bilo v prvi finančni perspektivi. Največji projekt, na katerem pa vas seveda prosim, da vsi delate in pri tem koristite tudi pomoč poslancev in pa naše ministrice, en od poslancev se nam je pridružil, ga tudi lepo pozdravljam, pa je projekt vodovoda. V ta projekt, ki je projekt vseh 3 občin, smo vložili veliko denarja za pripravo projektov. Celotna vrednost je 19,5 milijona evrov, 4 milijona pa pol, nekaj takega, 4 milijone pa 400 tisoč, je zagotovljeno v podpisu za dogovor regij. Torej tisti denar nas tam čaka. Jaz mislim, da bo v kratkem pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje. Na tem že celo leto delamo in ko bo stekel ta dogovor, bo seveda občina Ormož in pa občina Sveti Tomaž in pa Središče, edine 3 občine v Spodnjem Podravju, ki bodo imele tudi projekt pripravljen z gradbenim dovoljenjem. Nikakor ne pozabite, da se gradi hitro cesto, sedaj se gradi viadukt, vedno bo trebalo bdeti. Dogovor je, da smo se redno sestajali v Markovce, vsaki mesec enkrat, in s tem vršili tudi pritisk na ministrstva in upam, da bo tako tudi naprej. Vsekakor pa ne pozabite tudi, da ima občina Ormož številne vasi, da je še vedno okrog 60 km makadamski javni poti in da z nekakim pristopom 10 km letno, ko smo to delali zadnja leta, lahko v naslednjih 6 letih tudi ta problem rešimo in pridemo na 0 kilometrov. Seveda, če ne bo novi kategorizaciji, kar pa ne verjamem, ker predlogi so strani občanov. In za konec je moja velika želja in pa prošnja. Jaz predlagam, da se angažirate in nadaljujete delo na Tehničnem muzeju Jeremičev mlin.
Tam je sedaj veliko narejenega, veliko pa še čaka. Tudi ideja o mestnem vinogradu naj ne bo opuščena. Sedaj, ko smo kupili zraven stoječe poslopje, se lahko tam to poslopje tudi uredi, se naredi kakšni razstavni prostor za kako staro prešo. In pa moja ideja je bila, in če boste to uresničili, da bi tam na eno od sten prišel napis Ormož, dežela Šipona. Verjamem, da bi s tem tudi pomagali našim vinogradnikom. Tako je res, čaka vas veliko dela, delajte za skupno dobro. Tudi če vas volilci za to kdaj ne bodo povsem nagradili, tako kot tokrat niso na teh volitvah nagradili Desusa, Nove Slovenije in pa stranke SMC, ki so zelo aktivno in pa složno delali v prejšnjem mandatu. Nekoč nas seveda ne bo nihče vprašal, kaj ste dosegli, bomo pa vsi vprašani, koliko smo se trudili za naše skupne dosežke. Jaz bi se na koncu zahvalil za vso sodelovanje vsem dosedanjim svetnikom, predvsem pa občinski upravi, ki je dobro in pa vrhunsko usposobljena. Lahko mi verjamete, če jo boste pustili delati, je ta uprava sposobna narediti veliko in marsikaj. To sem sam tudi izkusil in vem, da je tako. Na koncu tega mojega govora vam želim samo še lepe pa blagoslovljene božične praznike. Preživite jih mirno v krogu svojih družin. V letu, ki prihaja, pa vam želim veliko zdravja, sreče in zadovoljstva in tako, kot sem rekel, veliko dobrega sodelovanja, veliko dobrih odločitev za občino. Sedaj pa prosim župana, da pride do mene, da mu izročim lento kot simbol časti županstva. Meni je pred 12 leti ni izročil nihče, zato je tudi nisem pogosto nosil. Jaz pa vam bom danes to naredil tako, kot je potrebno in upam, da jo boste tudi z ponosom nosili. Tako, dragi svetniki, dragi župan, moje delo je s tem zaključeno. Prisluhnem samo še vašemu govoru, pa se poslovim. Hvala lepa. Spoštovane in spoštovani, moram kot prvo povedati, da mi je velika čast, da danes sprejemam funkcijo župana občine Ormož. Tako kot je prej gospod Sok povedal, ko se nekako človek ob takšnem trenutku hoče sestaviti neki govor, se jaz danes ne bi izgovoril na čas, ampak ko sem si vzel papir, kulico in vse ostalo, da bi si pripravil govor, te nekako spridejo čustva, ko veš, da po nekaj letnem trudu, po nekaj letnem delu, ki ga izvajaš v kraju, po nekem letnem sodelovanju z ljudmi, ki ga imaš v tem kraju, v katerem si se rodil, te nekako spridejo vsa ta čustva in verjameš le v tisto, da z svojo prizadevnostjo, z svojim znanjem, z spoštljivostjo želiš napraviti čim več za to občino. Skozi ves svoj čas kampanje in vsega ostalega sem zagovarjal, da ne bom politično razdvajal ljudi. Jaz mislim, da sem to zadevo dokazal, dal vsem vam roko in tudi naprej bo tako. Želim, da tako kot je bilo prej povedano, da delujemo v tem prostoru konstruktivno, da sodelujemo, da se upoštevamo, da poslušamo ideje in da za občino Ormož pripeljemo oziroma si prizadevamo za tisto, kar bo za občanke in občane, konec koncev tudi za vse nas najboljše. V vseh teh 4 letih, 4-letnem mandatu verjamem, da nam to lahko uspe.
Prej je bilo naštetih kar nekaj projektov, pa verjemite mi, da se z našo voljo, z našim pogumom pri vseh teh projektih ne bomo ustavili, bomo jih napravili in še marsikaj drugega za te naše kraje postorili. Čaka nas ogromno dela. To je že bilo videti pri sami predaji vseh investicij, pri vseh zadevah, katere še niso zaključene, oziroma pri vseh željah, ki jih bomo v prihodnje morali napraviti. Kot sem povedal, si res želim, da ta prostor ne bo prostor prerekan, ampak konstruktivnosti, sodelovanja, dajanja idej, pobud, ne tistih kritičnih, ostrih nasprotovanj, ampak želj, da vse skupaj napravimo čim boljše. Jaz verjamem, da nam za tako sestavo, za to pisano strukturo tudi lahko uspe. Že vnaprej želim spoštljivost do vseh, tudi do tistih, ki so na novo, da nam pri vsem tem pomagajo, vsem tistim, ki pa smo že bili v občinskem svetu in ki smo delovali, pa verjamem, da tudi lahko ideološke zadeve presežemo in konstruktivno delamo za občino Ormož. V naslednjih letih se bomo še bolj spoznali, v naslednjih letih bomo delali in verjamem, da bo tega dela polno. Nikakor se pravi, ne morem iti mimo tega, kar je bilo v zadnjih letih storjenega. Z vsem spoštljivim odnosom se dosedanjemu županu, gospodu Alojzu Soku, za vse zahvaljujem. Mislim, da je na koncu bilo kar nekaj za občino Ormož napravljenega, zato tudi jaz verjamem v to, da se ne bomo toliko pogovarjali o preteklosti, kaj je kdo napravil, kaj ni. Verjemite, da je z vsem spoštljivim še enkrat odnosom se potrebno gospodu Soku zahvaliti, kajte župansko mesto ni samo mesto, ki predstavlja neko častno vrednoto občine, ampak je tudi mesto, ki zahteva ogromno odgovornosti, ogromno dela, ogromno prizadevnosti in tukaj gospodu Soku nikakor tega ne moremo očitati, da tega ni bilo. Zato še gospod Sok, še enkrat z moje strani velika zahvala, tudi zahvala ze strani vseh občinskih svetnikov. Verjamem, da se še vidimo, še kakšno rečemo, verjamete pa mi, da se bom potrudil oziroma da se bomo skupaj trudili, da to zadevo zapeljamo na pravi poti, na takšne poti, ki bo krojila dobro prihodnost občine. Zato še enkrat zahvala. Imamo še eno pozornost za vas. To je darilo vseh vaših sodelavcev, dosedanjih, mene, občinskega sveta, občinske uprave, slika je od gospe Reh, Ormožanke. Mislim, da predstavlja prihod na večernico. Tako da jaz upam, da bo v vašem stanovanju našlo mesto in naj bo to nekako zahvala za vso vašo delo. Hvala lepo. Še enkrat, hvala, lahko noč. Lahko noč. Hvala obema županoma in prehajamo na 7. točko dnevnega reda, ugotovitveni sklep o nezdružljivosti funkcije župana s funkcijo člana občinskega sveta. Prosim za uvodno obrazložitev direktorja občinske uprave Gorazda Ladineka, prosim. Hvala za besedo. Čestitke tudi z moje strani vsem izvoljenim in gospodu županu. Gospod Daniel Vrvnjak je hkrati izvoljen za svetnika občinskega sveta Ormož in izvoljen tudi za župana občine Ormož. Župan je podal izjavo, da sprejema mandat župana, zato na podlagi 37. a člena zakona o lokalni samoupravi
ki pravi v svoji 5. alineji, da član občinskega sveta preneha mandat, če nastopi funkcijo ali začne upravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana in podžupana. 37b člen zakona o lokalni samoupravi določa, da funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvo v nadzornem odboru in za delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. Hvala lepa. Torej damo na glasovanje predlog sklepa. Občinski svet Ormož ugotavlja, da je župan Danijel Vrbnjak iz Miklavža, da se mu predčasno preneha mandat člana občinskega sveta iz razloga nezdružljivosti funkcije župana s funkcijo člana občinskega sveta. Na podlagi zakona o lokalni samoupravi. Prosim za razpravo. Ni razprave. Dam na glasovanje oziroma prijavimo prisotnost. Zaključujem prisotnost. Kdo je za ta sklep? Proti? Zaključujem. Torej glasovalo je 16 svetnikov in nobeden ni bil proti. Hvala. 8. točka imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Je obvezno stalno delovno telo sveta, sestavljeno izključno iz članov sveta. Imenuje se na podlagi določbe poslovnika ali skladno z odlokom o delovnih telesih občinskega sveta. Ker je ta točka bila skoordinirana ze strani predstavnikov liste, bi jaz prebrala predlog sklepa. Za člane komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje se imenujejo Branko Šumenjak, Simon Kolmanič, Matej Hebar, Slavko Kosi, Miran Kuharič. Dam v razpravo ta predlog. Ni razprave. Torej bomo glasovali oziroma prisotnost prijavili. Zaključujem prisotnost. Glasujemo. Kdo je za? Proti? Zaključujem glasovanje, torej glasovalo je 16 svetnikov in nobeden ni bil proti. Hvala lepa. Torej, za sejo smo zaključili. Hvala za prisotnost. Županu in občinskim svetnikom želim dobro delo in seveda tudi dobro sodelovanje. Hvala lepa, lahko noč.